Haleluja, dobrodošli v dnevu z Božjo besedo. Poglejmo si, kaj nam je vse Jezus zapovedal. Rekel je v Mateju 4:17 o spreobrnjenju. Odslej je Jezus pripovedovati in praviti: izpokorite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Se pravi, če hočemo uživati z Jezusom v njegovem kraljestvu, če se hočemo imeti fajn v Božjem kraljestvu, se moramo spreobrniti. To pomeni, da obrneš svoje razmišljanje in obnašanje za 180 stopinj. Obrneš se okoli in se strinjaš s tem, kar govori Bog. Se pravi, strinjaš se z njegovo besedo. Nekaj ti ne štima, nekaj ti ni všeč, kaj narediti? Spreobrni se, haleluja. Jaz se vsak dan obračam stran od stvari, ki mi niso všeč v mojem življenju, haleluja. Ko vidim, da sem nekaj naredil po svoje, prej, ko se bom spreobrnil od tega, to pomeni izpokorite se. Izpokorite se ne pomeni, da se moraš mučiti, plazati po tleh in jokati. Ko vse to lahko delaš, pa se še vedno noš obrnil stran v te stvari, s katero se ukvarjaš. Se pravi, spreobrniti se nima veze s tvojim emocijam, ampak kaj se ti zgodi? Obrneš se stran, stvar, ki ti je bila prej všeč, ti več ni všeč. To, kar si prej mislil, da rabaš, več ne rabaš. Naenkrat si sprejel nekaj dosti večjega, dosti lepšega, haleluja. In to je pač osebni odnos s Bogom. Stvari tega sveta te itak ne morejo zadovoljiti. Prej, ko se spreobrneš od stvari tega sveta, prej bo začel živeti življenje v izobilju. Tako da uživimo v tem, da se lahko vsak dan spokorimo od stvari, ki nas vlečejo stran od Boga. To je ful blagoslov, haleluja. Bod vesel, da imaš to sposobnost, da ti je Bog dal to sposobnost, da se lahko spokoriš, haleluja. Ker v bistvu nič drugega ne pomeni od tega, da si se obrnil stran. Naprej, 30. Jezusova zapoved, Matej 4:19, in jima reče: pojdita za menoj in naredil bom, da bosta lovca ljudi. Se pravi, Jezus tukaj govori, naj mu sledimo. On jim je zapovedal: sledite meni, haleluja. In a ni to super, da imamo voditelja, ki ni rekel, sledite 7 točkam. Če boste tele 3 stvari delali, to je to. Ne, on je rekel: sledite meni. On je šel tja, kamor je tebi rekel, da pojdi. On je vse to, kar je dal tebi moč, da narediš, že sam za tebe naredil. Se pravi, ko se ti zavedaš, da ne slediš enemu sterilnemu sistemu načel, ampak slediš dinamični osebi, ki se ti naredi resničnega skozi notranje delovanje Svetega Duha, to je pravo krščanstvo, haleluja. Se pravi, naenkrat je Jezus rekel, pač, da bosta z očetom prišla in si naredila po Svetem Duhu prebivališče v nas. In zdaj, kako slediš Jezusu? Slediš, kar ti na noter govori, slediš njegovi besedi, prenavljaš svoj zato gremo čez te stvari, ki je Jezus govoril, ker to ti pomaga, da mu boš sledil. In vsakič, ko se odločaš, da boš njemu sledil, ne temu, kar si prej mislil, da je prav, boš ful blagoslovljen, haleluja. Dajmo danes predati svoje življenje in se spreobrnemo od vseh stvari, ki niso v redu, in sledimo Jezusu. Oče, hvala ti za tvojega duha. Ne nas danes vod, Oče, da se obrnemo stran, haleluja. Karkoli držimo, Oče, da spustimo, da vse spustimo v tvoje kraljestvo. Oče, da ne držimo zamere, skrbi, strahov, jeze vse, Oče, da vse to odpade od nas v imenu Jezusa. In smo svobodni, ker smo se spreobrnili od mrtvih del, haleluja, od vsake religije, spreobrnili smo se od vseh posvetnih razmišljanj in načel, haleluja. In zdaj lahko sledimo tebi. Tako da vod nas danes, Oče, na dinamičen način, ker ti si živ Bog, haleluja, in imaš danes stvari, ki si jih posebej za nas pripravil. Molim, da hodimo v njih. Amen. Bodite blagoslovljeni.